Rdeč knof. Always be recording, pravijo. Jaz bi mogel imeti, veš, tudi tako, kaj kle na koncu tega poglavja. Veš, še najbolje bi bilo pritisniti na ta gumb. To v bistvu je pa res dober interfejs. Ne, to je bil interfejs, to je gospod napisal. A je, to je napisal, ja. No, ampak to je bi mogel gospod biti... napisal listek, ne. To je slab interfejs, da ti ne veš. Da si en mora listek napisati, da ti tem pritisnem. No, ampak ja, če ti prideš na eno tehnološko zadevo, sicer dobro, so bili tam fantje, ki so to verjetno znajo šoferati, vse te vesoljske reči, ne. Mislim, se zapho čez nov spizdatuno ladjo, ki je bila vrhunc tehnološkega napredka, bi pa tudi tamle nek jet ski ali neki od česa, ne vem. Aircar. Ja, sama veš, ta je bil v bistvu 10 milijonov let so oni spala, ne vem, koliko cajt je Magrta je spala. Ne, to ne. Ja, ne, ampak... to bi že skoraj Artur lahko znal počgati. To je bil Fordov model T-a, veš, v bistvu. Ja, lej. A se to šla video cepati? Ja, itak. Mislim, jaz, ko bo pač ta opcija, valjda. Ko bo šansa. Ja, jaz sem imel neko idejo, mislim, malo sem bil hotel biti državljansko nepokoren ali to, ne. Anti-vaxxer. Da ne bi šel takoj v prvi rundi, kar kurci gleda, sam pa sem v bistvu... Pa se ne v prve runde, prva runda bo že zdaj šla čez, starja, veš, prva runda bojo vsi tili... Ko bom lahko šel, no, da sem mislil malo počakati, ampak pa sem to, ena stvar sem ugotovil, da bo to aprila kadarkoli, ne. Druga stvar je pa, ki me je prepričala, sem pa poslušal intervju z Zihanom na podcastu Številke, ki ga vodi Slavko Jerič in je čisto lepo napisal, da prej, ko sem ocepil, prej mofrej. Mislim, itak se, a veš... Da sta v bistvu dva scenarija. En je to, da če se cepimo lepo zdajle pridni mucki, ne, da bomo lahko že jesen vse v redu, ne. Če bomo pa malo cincali, bomo pa naslednjo jesen. Tako da pa sem študiral, naslednja jesen ni v redu. Mislim, tako, njemu je kul ta cepiv, mislim, možakar je on krtko zadost pametenga, pa... Ne, je rekel, da sicer, da so ga rekordno hitro naredili, ampak da je tudi se je videl, da se je denar kar, a veš, da so metali denar noter. Pa se tudi recimo, ne vem, zanj sem onga Fangla poslušal, ne, je v bistvu mi je bilo tako všeč, ki je pač rekel, da to niti ni zdaj, ne vem, nek rekordno hiter čas, ne. Da je dejansko pač te koronaviruse preučuje že ne vem koliko let, ne, in da v bistvu se cepiva razvijajo že 17 let, za to reč, ne. Ja, za te sorte. Mislim, za te sorte, ne, da je pač to eden od koronavirusov, ki pač spada v eno skupino, tako da pač so imeli že neke temelje postavljene za to reč, ne. Veliko temeljev je bilo že postavljenih, to je v bistvu tehnologija, da je v bistvu ni tako nova, no, a veš, tako da se v bistvu zdaj samo obrnili, pa kukor sem jaz, vse, kar sem poslušal tele stručkote, od Faucija do naših Fafanglov, pa Ihana, pa ne vem še koga, pač vsi so rekli, da pač hiter je, ampak da to more držati, ne, da to more biti. Tako je rekel Ihan, ne, da v bistvu, da tole cepivo, ki so ga naredili, da se lahko tehnološko primerja z poletom na Luno. Ali pa kakšnim takim... Ne, ja, mislim, vsekakor, ko to hitro je bilo izvedeno, po vsi te testi, tudi pol, potrditve, mislim, vse je po regalcih, no. Ja, vse je tako, ko se gre, kako se reče, review, pa to, ja. Peer review, pa to, vse se je preverilo, no, to ni to nekaj, a veš. Recimo, Rusi so planili malo prej, pa tam ne vem, koliko je peer review, pa tega. Ja, pa tudi ruski tudi ni na teh tehnologiji narejeni, na drugi drugi. Na New Scientist sem prebral, ne, da saj 3 dni ne pit alkohola, ko se cepiš. Ja? Dobro, pa to je, ja. Ni pa navaz za vsaka stvar ne pit alkohola. Ja, ampak da zelo lahko zmanjša učinke cepiva, tako da... Okay. To je dobro vedeti, bom začel trenirati že zdaj. Čeprav smo prejšnjo epizodo rekli, da novoletne zaobljube ne delajo. V glavnem, ljudje, pejte se cepati, ker če so note šli, bo tega le konc šele drugo jesen, tako pravijo ljudje, ko vejo stvari, ne. Ja, valjda.
Mi pa pojmo na epizodo 33, ali kaj. Zdravo, opravičujemo se za vse nevšečnosti. Je podcast o življenju, vesolju in sploh vsemu, v katerem po nekem čudnem naključju vsako epizodo obdelamo tudi eno poglavje kultne knjige Štoparskega vodnika po galaksiji. Pa mogo reči Štoparski vodnik po galaksiji. Ajde, nekaj bi ja. Ja, sklanjati treba. Ja, V glavnem, mi pa smo. Aljo? Aja, peli. Easy. Ja, ok, to bomo še vadili. Podpora. Hvala za vse ribe.si. Hvala podpornikom, tudi bodočim. Res, tako. Pelicon.bir, koda, brez panike, 10% popust. Družabni smo ali pa nismo. Na obrežjih pa smo, afna opravičujemo se. Hvala, ker nas poslušate. V prejšnji epizodi. V prejšnji epizodi smo imeli pa dva pulcajca bila, ja, ampak ne iz našega kraja. Ja, mogoče nisem odvisen čigavega kraja. Ja. Ja, sej, No, v bistvu celo zvemo. Ja, točno. A ti veš, da mi to celo zvemo iz Ja. katerega kraja? Ja. To lahko povemo, ne. Ne bomo povedali, zato ker to bo citato gostja prebrala, po mojem. V glavnem v citatu boste izvedeli, iz katerega kraja sta bila naša pulcaja. Tako, ja. Tako, Pa točno to. nista bila iz našega kraja. Definitivno nista bila iz vašega kraja. Ne. Ja, ne. Ne, v prejšnji epizodi pa, ja, točno to, policaja pa v bistvu so čakali britkega konca. Ne. Ja, Tako da tako pičmo- smo tam, ki so oni skriti čakali, da se pač to streljanje neha, pa kakorkoli že ne. Ampak začne se pa, da konca še ni bilo, ne? Vsaj tokrat ne. Tako. Dajmo mi, preden začnemo z nadaljevanjem Kvarnik rukant, pa naprej. Zdaj, kakšni varčevalni ukrepi, ali kaj je to? Odličen kvarnik moment, to mi je všeč. Vzamu sem, kako gre. Moram visoke tone vaditi. Veš. Ja, v glavnem, nekaj nas sta streljati. Ja, kar naenkrat celo, pa nekaj bilo slišati, tu bum, bum, bum. Misliš, da je bila to njuna ranjena duša, da je padla na tla, ali kaj? Ja, nekaj se je slišalo, še ne bi se poleg tega, sem Da nekaj nista streljal, še mogla nekaj več slišal. živeti s težo svojih dejanj, ki sta jih do A zdaj misliš, da je bilo to počela, to? Jaz mislim, da Po čist mojem, ne, no. no, ampak. Mislim, glede na prejšnje poglavje, o čem sta one dva govorila, bi se lahko zasekirala, ne? Ja, mislim. A misliš, da je vest prišla nad njiju, ali kaj? Ja, tako. A je celo tako? Pa Ja, a si to ne. videl, da se je tako, kaj mu temu zgodilo? Da ste naredili, Da je vest prišla. Mislim, pa da sta res padla v globoko brezno depresije zaradi svojih prejšnjih dejanj. Veš, ali. Učrljivi skupinski samomor, da ste naredili, ali kaj? Učrljivi skupinski samomor. Baj, da je to zelo dobra knjiga, nisem še prebral. Nisem ne poznam, ampak sliši se zabaven. Všeč mi je naslov, ja. Res je Ja, tak. meni tudi všeč, mislim, samomor ni zabaven, da se ne, ampak. To je skoraj tako dober, kot naša ideja za podcast, in ta drug. Odprto društvo anonimnih samomorilcev. Gre pa okej. za Arto Pasalina, očrljivi skupinski samomor. Arto je zihar Finc. Okay. Ja. In je na dobre knjige.si, kar pomeni, da. Da je Da dobro. je dobra to- knjiga. Ja, zato, ker to je spletna stran slovenskih knjižnic, ki priporočajo dobre knjige. Tako da, Okej. to je to. Kakšno naključje, da se znajde na seznamu dobrih knjig. Torej, kje smo zdaj že vstali? Kje smo mi ustali? Da je pač to streljanje ponehalo. Ne?
Ja, kar naenkrat je bilo kar konc, pa nekaj je bilo, pa vsi so se malo spogledali. In pol nekaj, Artur vpraša, mislim, Zapad reče, nehala sta, ne? Ja. Zakaj? Ne vem, ali bi rekel, da te grem pa vprašam. Douglas je kleti, te kratke je res tako naredil, kratko odmerjene, veš, take, da so res. Ja. Eno vrstičnice. Sam pazi, tle pa Zapad izvede Arturja, ne? He's stating the obvious, veš, prenehala sta. V bistvu, ja. Sam res, ja. Tudi njemu ni bilo nič jasen in takrat tudi zgleda, njemu možgani ne delajo tako, kot je treba. Pa še skurjeni so, ne, tako da ja. Tako da pa jih je Ford mal poklical, ne, če se v takej javlja, pa jim še kaj utoženega povedala. In ni bilo nobenega odgovora, ne. In pol začnejo študirati, kva pa če sta past nastavila jim zdaj, veš, da v ta tih in oni pridejo ven in ne, in Zviz, piu. Spet, ne? Kaj sta le policaja, ne? Kdo od njih pol ugotovi, ne, da Zapad reče, niste tako pametna. To niste tako pametna. Zapad reče. To je najbolj Zapadova, ja. Ja, niste tako pametna. In kva sta bila pa una udarca? Nimam pojma, ne, ampak že v bistvu čez nekaj sekund se pa Ford spomne, ne, prav. Grem pogledat, ne. Ja, so tle pa lepa, ne. In, po mojem si res je predstavljeno tišino. Čiri, a veš. Ne, veš, to je tisto, ki si bil v šoli vprašan, a veš. Ki je rekla, da bo sprašvala, a veš, pa vsi samo tla gledamo, a veš, mislim. Ja. Noben njihov eye contacta, ne veste. A se kdo jav? Ja, Glavca dol. Samo da tako čiri. Brada k vratu. Ne, a veš, in pa se Fordu kar mal za mal zdi, ne, da noben zdaj ne reče, a veš, mislim, ne, kukar, ne smeš jeti, bom šel rajš jest, a veš, ne, da se kdo ponudil, da bo skočil naprej, veš. Pust bom jest, grem s tabo, nič od tega, veš. A veš, Homerja pri Simpsonovih vesoljci ugrabijo, veš, pa vam prav, ne me ugrabati, jaz imam ženo pa otroke, ne, njih vzemte. ta je klenik tak, veš, mislim, da je se kdo drug javil, ne. Ampak pol gre le pol ven pogledat, ne. Ja. In se ni zgodil nič, ne. Nobenega ne. In čez 2 trenutka nič spet, ne. In pol on ven stopi in nič. One 2 policaja pa ležita. Ja, fiartik. Ležita one 2 na tleh. Ampak to se je Fordu zdaj čudno, ja. Ja, to je bilo res čudno. Policaji ponovadi ne ležijo na tleh, ne. In pol se je v bistvu počasi približal in ne. Truplo je svojo negibnostjo učinkovalo kar pomirljivo, ne. In takšno je tudi ostalo, ko je stegnil nogo pa stopil na kilo zep, ne. Ja, se te najbrž res pomirja, veš, če te prej tip nažiga z unim laserjem, kilozapom, karkoli že, ne. Karkoli že, ja. In pa ga vidiš ležati na tleh, ne, najbrž da ti je majčken ti odleže. Ja. A da ti. Kdo je rekel, to je tista, a veš, ko so včasih rekli, najboljši policaj je mrtev policaj, nekaj de. To zihar je nekdo rekel. Če ne drugo, kakšni uni gangsta reperi, ki res niso marali policaja. Ko njih pa res niso marali. Ne. A ni bilo to je bilo drugače. To mislim, da je parafriza od mnogih teh, pa najboljši Indijanci je bil mrtev Indijanc, pa ne vem kaj že vsega. Mislim, teh zgodb je verjetno, verjetno pa da so gangsta to uporabljali. Daj tukaj nekoga, ko hočeš videti, ne. Kaj ti ni všeč. Kaj ti ni všeč je najboljši. Tako je, najboljši tak je mrtev, ja. No. Tako da je to, ja. Tako da ja, tle pa pridemo do dela, ki ga bo prebrala naša naslednja gostja. Prva v letošnjem letu, ki je na evropskem kontinentu, ne, Jana je bila tam daleč stran. To je Maruša Krec, zase prav, da rada govori, najraje po radiju. Ja, na Valu 202 in tudi v oddaji Odbita do bita, skupaj z Anžetom Tomičem, bivšim sultanom. A zdaj Tomič bivši? Pustimo. Ne vem, on je šel, kako bi rekel. Napoved zdaj je za Maruša, pustimo sultana. Tako je, pustimo sultana. Tako da, Maruša, a se slišimo?
Izvoli, lepo prosim. Na hitro ga je preiskal. Bil je skapa blagolona, se pravi bitje, ki diha metan in lahko preživi v sicer redkem kisikovem ozračju Magrateje samo z vesoljsko obleko. Očitno je razneslo mali računalnik za oskrbo življenjskih funkcij v njegovem nahrbtniku. Ford si je stvar podrobneje ogledal. V sili so imeli ti miniaturni računalniki v osebni opremi polno podporo glavnega računalnika na ladji, s katerim so bili povezani po sub-ETA. Sistem je bil zanesljiv v vseh okoliščinah, razen če je razpadla povratna zanka, kar pa je bilo nepredstavljivo. Pohitev je k drugi negibni postavi in odkril, da se mu je pripetila ista nemogoča možnost, verjetno celo hkrati. Hvala, Maruša, super je bilo tole. Se poslušamo, kje smo mi ostali? Nič, ne, zdaj ugotovimo, ne, da sta te dva, da se jim je v bistvu zgodila neka neverjetnost, ne, tudi njima. A je Policajeva? Policajeva, ne, da te dva policaja, ki ima pač ta računalnik, ki ima, je upravljal tole enoto, da sta one dva sploh lahko živela v redkem kisikovem ozračju, ne, ker drugače sta one dva... Ne. Naslednje poglavje je to. Ne, Ne, to je to je tukaj iz smo. citata ven. Kje? Je v citatu je to, gor, Ja. da sta imela, da sta Ja, dihala to, na ja. metan. Shit, nisem poslušal, sorry, Maruša. Ja, no, vidiš, dej sled zgodbi, no. No, v glavnem mi ugotovimo, v glavnem zdaj ugotovimo, tam nadaljuj. Ne se smej ti pisati, kako to montiral, če se ti režiš vmes. Sorry, Že jaz sem zdaj, pa ne, še ne ti. bom to, več, ne bom več, ampak je To je smešno. ta dvojni zajeb. Prosti. Ja, okay. Ja, ne, se pravim, kot smo slišali, ne, v citatu, ne, ugotovimo, da sta oba dva policaja skurjeno neko elektronko, ki ima upravlja njune obleke, da lahko preživita v tem redkem kisikovem ozračju Magrateje. In to, kar je potem Ford ugotavljal, ne, v bistvu strašno neverjetno, ne, zaradi tega, da bi se to enemu zgodilo, ne, ker imajo pač te obleke nek backup od zadaj in to... Ja, kompjuterji so v zadnji, ki to skrbijo, zato se ne zgodi. Ne, in potem on ugotovi, ne, tako kot ste slišali, ne, da razen če je razpadla povratna zanka, kar je nepredstavljivo, ne, in pri drugi postavi isto. Ne, in to je bilo v bistvu nemogoče. Ne. Ja. In jim nič ni bilo jasno, kaj se zdaj tem dvema policajoma zgodilo, ne, ampak Ford oziroma Zaphod pa zgleda, da mu je v bistvu čisto vse, kaj se je tem dvema policajama zgodilo. Ne. Ker mu najbrž je. Jaz se najbrž mu je, ne, ampak Ja, ide. streljanje se je nehal, ne, to je kljukca, to je dobra stvar. Ne. One dva sta mrtva, to je stvar sam še zboljšal in ugotovi, da nima veze, kva sem jaz klej iskal, ne, sam dej pobrišmo jo z te lukne. Ne, Sam res. V bistvu oni neki izkutle in polkar ne. Za voljo lastnega življenja, ne vem zaradi česa, on se kar odloči, da zdaj pa ja, pečemo. v bistvu je gotovo, ne, ker prej je bilo vse samo zabava, ne, za enkrat. Ne. A veš, vse je šlo tako, ne, zdaj pa prvič se zgleda, da ga je malo stisnil, da mu res strežajo po življenju. Ne. In da tisto, kar on raziskuje, ne, da tisto znaga koštati in njegove prijatelje pač življenja. Ne. Yep. Kar je v bistvu zanimivo, včeraj sem slišal podatek, ne, da je v letu 2020, da je po svetu umrlo več kot 50 novinarjev. Večina je bila umorjenih zato, ker so preučevali korupcijo ali pa organiziran kriminal. Yep. Ne, tako da zgleda, da če se človek preveč približa resnici, pač to ni dobro. Ne. In zgleda, da je bil Zaphod na pravi poti. Očitno, Ja. ja. Ker še zmeraj ne vemo, kdo je poslal te dva policaja. Ampak očitno nekdo, ki je hotel, da model neha s tem, kar dela. Ne. Tako je. Ja. Yep.
Mislim, možno je, da tudi, da jim je tudi Artur, ne, trn v peti, ne. Ker Artur je v bistvu zadnji puzzle te sestavljanke, ki se ji reče Zemlja. Ja. In on je edini košček, ki manjka na koncu tega noter. Tisti, ki ima Arturja, tisti bi v bistvu lahko odkril dokončno vprašanje, ki sta ga Franko pa Benko, sta ga pofejkala. Z Bob Dylanom, dobro. Ja. Ampak. Kar je zanimivo, da se vprašal točno istega, mislim, tako isti, a veš, ne? Ja, lej, to nekaj pa po vesolju tudi gre, ne? Nekaj je, ne? Kolektivno nezavedno, a veš. Oba dva sta iz iste knjižnice sta črpala znanje. Tako, nekaj je prišlo, ne? Pa glede na to, da sta iz druge dimenzije, ne, a veš, sploh nekje, da si mi sploh ne predstavljamo, ne, stvari. Kako ne? Bi se ima kar dobro ratal, ne? Na Zemlji sta bila. One dva sta ste bila na Zemlji. Ste delali na Zemlji. Valjda, ona sta bila skozi tam. Trillion, ne, se sta verjetno slišala tudi komaj. Tudi največ je Trillion rolala Bob Dylan, ne. Ja, se veš, ti ne veš, da si to slišal, ne, ampak veš, on mu je enkrat kliknil, ne. Točno. Ja, to lahko prodamo. Tega pa nisem povezal, da best, bravo, lepa. Pa oni itak ne vejo, da recimo njihove dimenzije pa ne poznajo Bob Dylana, ne. Itak ne. A veš. To, da lahko prodaš, je boljš, ne veš. Zakaj pa mislite, da je ta odgovor ta prav? Zato, ker the times they are changing. Lahko naplete. Madonna, do Nobelove nagrade lahko naplete stvari. Ja, mislim, veš, da. Ja, polka enkrat veš odgovor oziroma vprašanje, pol ni več težave, ne. Lažji dokler ne vemo, o čem govorimo, ne, je to problem, ampak polka pa enkrat imaš vse to. Zdaj bi Siri vprašal, pa bi ti ona povedala. Pust Siri. Ej, veš kaj, to smo še, sem pozabil povedati, da v bistvu je pa v radijski igri je pa konc tehle policajev in v bistvu tega cele akcije malo drugačen, ne. In se zgodi tako, da v bistvu sem povedal že, da je radijska igra tudi kot podcast. Ne vem, če. Ja, no, je tudi kot podcast in so v bistvu te prve 2 sezoni sta gor, fazi jim reče v originalu, in tle se zgodba pri radijski igri pa pri knjigi loč, ker v bistvu tega policajata en računalniški modul raztrančirata in se v bistvu v tej silni eksploziji vsi znajdejo v bistvu v restavraciji ob koncu vesolja. Kar direkt. Ja. No, tako da bomo dali link v zapiske od radijske igre /podcasta, kakorkoli že temu rečemo. No, podcast. Mi pa pičemo nazaj naprej, pobrišimo iz te luknje, ali kaj že. Tako, ja. No, zdaj smo pa pri tem, da je Artur prepoznal Slartejev zračni voz, ne. In tam je bila, na skromni kontrolni plošči pa je bil pripet listek z veliko puščico, ki je kazala k enemu od gumbov. Pisalo je, še najbolje bi bilo pritisniti na ta gumb. Dobro. Ja, ne. Zdaj, je bilo veliko gumbov ali pa ne? Ne, pisali je skromna, ne. A veš, to je bila malo taka, bi mogla biti malo intuitivna, ne, če imaš samo en knop gor. Ne, pa jaz sem tako razumel, da je lahko pač več različnih stvari pritisneš, ne? Ja, možno. Ja, če je bilo več gumbov, samo najbrž jih ni bilo toliko velik, ne. Slati je očitno že vedel, da ne. Zakaj ne pise to, ne? Ja. Kaj se bo zgodilo z našimi junaki, bomo videli naslednji teden v naslednjem poglavju. Čakaj, sam to prej sem te hotel vprašati, videl sta lastnika iPhone, pa to. A Siri, kaj Siri odgovori, če vprašaš, kaj je? Siri, what's the answer to question about life, universe and everything? Aha. Na Wikipediju me je napotila. na številko 42, ne, namreč. Ve. Tako, zdaj smo pa tle, kar rečemo, recenzij ni, podporniki
hvala lepa. Poslušalstvo, telefonska številka, osamljena pa to. Še zmeram. Še zmeram, nič 599 68 685, zdaj se si najbrž že vsi zapomnili, ker ne. Tako da, to je to, kar se tiče. Tako da verjetno tudi zelo fokuseni, ampak ja. Pa ponovimo še enkrat za Zija, nič 599 68 685. Nisi prebral od Unga nisi prebral zahvale od Aleša, da smo mu polepšali ne vem, finske večere pa... No, v glavnem Aleš, ki je pač nam dal lepo božično darilo, je napisal, hvala za super podcast, prav dan sem prišel na zeleno vejo in vas ujel pri zadnji epizodi, zdaj pa še bonus epizode, dolga bo noč. No, to smo pozabili povedati, veš, da za podpornike in podpornice so še bonus epizode, se pravi, ponovadi 1 do 2 kratka izseka, ki ne pašeta v glavno epizodo, ampak ne padeta noter zaradi tega, da nismo predolgi ali kaj. Ker štopanje po galaksiji ni poceni, naš podcast pa je, če nas lahko podpreš tudi ti. Vsem, ki nas že podpirate, iskrena hvala. Iz srca pa vsem najlepša hvala za poslušanje. Z vami smo bili Aljo, Peli in Zi, in če ti ta podcast všeč, ga lahko deliš, oceniš ali podpreš. Hvala za vse ribe, Bikasi. Hvala lepa. Dobro. To je to. To je to. Save, Drave, Donave. Tako, se res.